pot babice se je začela leta 1961 leta, ker sem se pisala v nižjo babiško šolo. Trajala je 2 leti. Štipendijo sem pa dobivala iz bolnišnice Celje, kjer sem po končani 2-letni babiški šoli se zaposlila kot babica v porodni sobi v Celju. Nato sem prevzela Društvo medicinskih sester babic. Babice smo bili takrat kar tako precej stran od ostalih poklicev medicinske stroke. Imeli smo posebno grdo uniformo, najprej črtasto, nato grde rjave barve. Ko sem postala predsednica Društva babic, sem takoj prvo urezala v to, da smo dobile plave uniforme. In tako smo bile tudi babice oblečene enako kot srednje medicinske sestre. Dogodkov je bilo kar veliko, ja. Veliko, če bi rekla, tam sem doživela res v tistem času kar hude stvari, in sicer primere, če govorim o porodnicah, ki so prihajale. Ja, delala sem tle v porodnem bloku, potem pa itak sem že prišla v klinični center, ne. In hkrati se je pa dograjeval čudoviti porodni blok v kliničnem centru. Bil je čudovit, ne. V steklo, da si videl 5 porodnih sob je bilo, res lep porodni blok, vendar premalo kadra. Če imaš ti enoposteljne porodne sobe, rabiš tudi babico v postelji porodnice. To nič ne pomaga porodnici, če bo sama notri ležala v steklo in v lepi porodni sobi. In potem je bilo sprejeto to, tako da je vsaka soba, ki še danes ima, kjer so vsa terapija in vse za posteljo, posteljnina in vse v eni sobi. Tako da babica izgublja, jaz sem delala na tem, da babica izgublja čim manj korakov in da je čim več sodeluje s porodnico med popadki in med samim potekom poroda. No, in potem smo tako uspeli, da smo pač zmagali na tem, da je ta projekt, ki je zdaj pač tle boljši, ne, da smo se tle potem preselili. Selitev je bila huda, no, v glavnem preseljevanje je bilo huda, novi načini, doktrina dela. Prej sta bile mama in novorojenček v kliničnem centru skupaj, tukaj se je vse razdelilo, delokrog je bil drugačen, imeli smo veliko izobraževanja v zvezi s tem. Moja osnovna želja je bila, pa so me nekatere obogale, da porodnica, ko poraja, ne sme biti nikoli sama. Babica mora biti tako izobražena, da pozna veliko psihoterapevtske metode dela, da vodi porodnico z roko v roki. Zato so babice, drugače ne rabim. Vsak drug medicinski kader se naučil tega osnovnega vodenja mehaničnega. Vem, da te babice je še veliko, ki sem jih učila v porodnišnici. Upam, da se držijo teh načel in da znajo tako, ampak mislim, da je prva naloga ne moja, ampak šole za babice, da bi bile te prve učenke in da bi te znale pravilno voditi porod in bi potem lahko tudi učile tako in vodile prakso tako v tem smislu. Dokler tam ne bo strokovnjakov za te stvari, tudi v porodnih sobah ne more biti drugače.